Dober dan, župan. Dober dan, spoštovani poslušalci in poslušalke. V naslednji uri bom z vami Katja Munih. Gost v zadnji letošnji oddaji Dober dan, župan pa je prvi mož novogoriške občine Samo Turel. Dober dan, torej, župan. Dober dan želim vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kot smo dejali, leto gre k koncu in nezadržno se približuje tudi projekt, kakršnega Nova Gorica še ni in verjetno tudi ne bo več imela. To sem vzela iz vaših besed. Govorimo seveda o Evropski prestolnici kulture. Le še natanko 53 dni nas loči od te velike otvoritvene slovesnosti, župan, in ravno včeraj je v Novo Gorico prišla lepa novica. 1,5 milijona prihaja v Novo Gorico, pa razloživa zakaj in odkot. No, torej gre za tako imenovano nagrado Meline Mercuri. To je bila grška političarka, pa tudi umetnica, ki je pravzaprav začela oziroma prva podala ta predlog evropskih prestolnic kulture in od kjer se je vsa ta zgodba s vsemi evropskimi prestolnicami kulture, ki so do zdaj že bile in ki še bodo začele. To je nagrada, ki jo podeljuje pravzaprav Evropska komisija prestolnici kulture, ki je pred vrati, torej naslednji prestolnici kulture, gre pa pravzaprav na nek način za nagrado, ki potrjuje, da je prestolnica kulture izpolnila svoje obveznosti, ki jih je komisiji obljubila na nek način s tako imenovano prijavno knjigo. Gre za potrditev, da je program, ki smo ga zastavili, torej ta uradni program, tisto, kar smo na nek način prijavili v prijavni knjigi in kar je Novi Gorici skupaj z Gorico prineslo kandidaturo, torej da smo ta program tik pred začetkom Evropske prestolnice kulture na nek način spravili pod streho, da so tista osnovna načela, osnovne vrednote, ki jih ne samo Evropska komisija, temveč tudi same Evropske prestolnice kulture prinašajo, utkana v ta naš program, in to je na nek način potrditev, da smo svoje delo vsaj doslej dobro opravili. Gre za finančna sredstva v višini 1,5 milijona evrov, česar smo pravzaprav zelo veseli. Ki bodo tudi prišla prav, kaj ne? Ki bodo prišla prav. Pravzaprav jih bomo namenili deloma za kulturne projekte, ki bodo v teku, predvsem pa razmišljamo v veliki meri jih nameniti za tako imenovano zapuščino, torej tisto, kar se v krogih poročanja Evropski komisiji imenuje legacy, torej da bi to, kar bomo nastavili v letu 2025, potem tudi vzdrževali in naprej peljali v letu 2026, 2027 in tako naprej. Jaz bi se na tem mestu rad zahvalil in čestitev vsem tistim, ki neposredno delajo na programu, tako umetnikom kot tudi vodstvu in vsem zaposlenim na Zavodu GO 2025, ki je tisti, ki skrbi za program in hkrati tudi na EZTS-ju. Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Dediščina, namreč zapuščina Evropske prestolnice kulture, ni nas strah, da se recimo leta 2025 tukaj ne bo dogajalo. To vemo, da bo dobro izpeljano, vse kaže na to, ampak kaj sledi leta 2026? Župan, v kakšno Novo Gorico bi se radi zbudili takrat, ko bodo ti žarometi ugasnili? Torej, že v samo srčiko programa je pravzaprav utkana ta ideja o brisanju meje med Novo Gorico in Gorico, zato je tudi slogan celotnega programa Go Borderless, to da prdimo čezmejno, brezmejno. Rad bi se zbudil tako Gorico, kjer so pravzaprav ljudje na obeh stranih meje še bolj, ko so sedaj, med sabo povezani, kjer mladi tiščijo glave skupaj in skupaj snujejo nove ideje, kjer se prepletata kultura, umetnost, znanje, turizem, in prav na tem področju se nadejamo oziroma načrtujemo, da bomo v Novi Gorici tudi največ pustili. Nastalo bo novo obmejno območje, tisto, ki je bilo do zdaj degradirano, na nek način zanemarjeno, kot stičišče obeh mest. Tam v to območje bo umeščen nov muzej, tako imenovani EPIK, ki je pravzaprav platforma za osmišljanje vrednot oziroma idej 20. stoletja. Tu bomo dobili na novo urejeno železniško območje, moderno. Upam, da bodo kmalu sledili tudi
vlaki, taki, ki bodo Novo Gorico še bolj povezali s svetom. Dobili bomo novo železniško povezavo med obema bivšima goriškima postajama, torej med sedanjo Novogoriško, severno in pa južno Goriško. Dobili bomo objekt tako imenovane Super Osmice, torej objekt, kjer bomo turistom na nek način približali te naše tradicije osmic oziroma menjujočih se ponudnikov enogastronomskih užitkov. Načrtujemo, da bi v tem območju potem v naslednjih korakih umeščali vsebine univerze, tako z rektoratom, kot tudi s kampusom, z predavalnicami, z razvojnimi inštituti in pravzaprav puščamo za sabo ta zeleni pas, ki se na jugu začne v Rafutskem parku in Laščakovi vili, ki bo tudi prenovljena. Začetek prenove je predviden za leto 2026 in potem nadaljuje vzdolž celotne meje in končuje pri Mostovni oziroma še bolj severno na območju nekdanje Sije, torej območju, kjer tudi razvijamo center zelenih tehnologij, torej nekaj, kar bo znanje in gospodarstvo povezalo v smislu zelenega prehoda, v smislu visoke dodane vrednosti. V Novi Gorici je nenazadnje postavljen nov zunanji auditorij za stavbo Slovenskega narodnega gledališča, prav tako zelo pomembna in potrebna nova investicija. Skratka, kar nekaj stvari bo ostalo in to so tiste, ki bodo predstavljale pravzaprav zapuščino Evropske prestolnice kulture. O dediščini tega prostora sva govorila župan, ki ga bo pustila Evropska prestolnica kulture, pa naj na tem mestu kar naslovim eno od številnih vprašanj, ki smo jih prejeli za vas. Poslušalec sprašuje, kam in kdaj se bodo preselile ambulante iz sedanjega železniškega doma v Novi Gorici, ker bo objekt, tako pišejo mediji, je povedal, namenjen za EPK. Obenem opozarja, da starejši prebivalci prav v tem objektu težko pridejo do ambulant zaradi stopnišča in dodaja upanja, da bodo preseljeni v nov zdravstveni dom. Kaj bo torej s tem objektom, kjer so sedaj ambulante na železniški postaji? No, naj začnem in korak bolj daleč. Gre za objekt, kjer so ambulante slovenskih železnic. Torej, slovenske železnice so za te ambulante pridobile koncesijo, ne gre za del javne zdravstvene mreže, ki je pod okriljem mestne občine Nova Gorica, vendar tudi o tem razmišljamo, iščemo rešitve prav v smeri, da bi se tudi te ambulante preselile nekam bliže, če bo možno, v prostore prizidka oziroma novo izgrajenega zdravstvenega doma. Skratka, iščemo rešitve. Je pa res, da smo to stavbo skupaj z še nekaterimi objekti ob meji od države oziroma slovenskih železnic odkupili in so trenutno v lasti mestne občine Nova Gorica. Zdaj prav konkretnih načrtov za, tako bom rekel, jutri, za te prostore še nimamo. Iščemo, oziroma kaj bi vanjo umeščali. Je kar nekaj idej, si pa želimo tudi oziroma si bomo prizadevali skupaj s slovenskimi železnicami tudi vprašanje teh dveh ambulant ustrezno nasloviti oziroma postopati tako, da bo v korist tako tistih zaposlenih v teh ambulantah kot vseh pacientov, ki se teh ambulant poslužujejo. Je pa, kot rečeno, ti dve ambulanti nista del zdravstvenega doma Nova Gorica, temveč sta po koncesiji del slovenskih železnic. Glede na to, da je prišlo res veliko vprašanj za vas, župan, bova dala prednost poslušalcem in vašim odgovorom. Naslednje vprašanje je aktualno. Ko se je včeraj pod železniškim podvozom zagozdil tovornjak, kar ni bilo prvič, nam je telefoniral poslušalec in nas opozoril, da je bila skupina občanov pred nekaj tedni že pri vas na pogovoru in prišla je do vas s predlogom, da se poglobi cesta pod podvozom. To ni tudi nova rešitev, kaj ne? Blizu je tudi obrtna cona, kjer so stalno tovornjaki. Že nekaj časa opozarjajo na ta problem, pravijo, kaj odgovarjate. No, res je, ne bi rekel, da je bila skupina občanov, skupina podjetnikov je prišla do nas oziroma predstavnikov podjetij, ki jih vprašanje dostopa s tovornjaki do njihovih proizvodnih obratov na tem območju pravzaprav tare in res z njimi smo iskali rešitve. Ena izmed teh je seveda tudi
na nek način poglobitev tega podhoda pod železniškimi tiri. Stvar je seveda potrebno najprej statično obdelati, kaj bi tak obseg pomenil. Da je to vprašanje pereče, ne nazadnje res kaže včerajšnja nesreča, ko se je pod ta podhod zagozdila, po domače rečeno, hruška in očitno tudi kar nemalo poškodovala sam most železniški, tako da bomo to vprašanje obdelali. Je pa to vprašanje, ki se ne tiče seveda samo mestne občine. Tu so zraven seveda Slovenske železnice, njihove zahteve oziroma njihovi pogoji. Ne nazadnje, tam, kjer tečejo železniški tiri, je vedno območje javne železniške infrastrukture. Drugo vprašanje, ki se zastavlja, pa je, kot je najbrž vsem občanom znano, se pogosto ali pa ne malokrat ob večjih nalivih zgodi, da v tem podvozu zaostaja tudi voda. No, to vprašanje bomo rešili z načrtovanim odvodnikom v Sočo, ki bo to odvodnjo in nabiranje vode tudi za to območje rešil. Tako da dogovorjeni smo s temi predstavniki, s katerimi smo bili na sestanku, da pristopimo k iskanju rešitve v prvi fazi s poglabljanjem tega podhoda oziroma z ureditvijo take svetle višine, da bi tudi največja tovorna vozila, torej šleparji, lahko uporabljali ta podvoz. Ne nazadnje je to ključno tudi v luči urejanja Kolodvorske ulice. Kolodvorska ulica s Trgom Evrope bo zdaj na novo urejena in najbrž ni napak, če povemo, da načrtujemo tam v prvi fazi sicer območje umirjanja prometa, v drugi fazi pa potem, ko bo zagotovljena neka ustrezna alternativa, tudi popolno prepoved vožnje najmanj za tovorna vozila in edina rešitev pravzaprav je rešitev vprašanja tega podvoza. Je ta podvoz oziroma cesta pod njim občinska? Ta cesta je občinska, ja. So kakšne časovnice, katere lahko omeniva tukaj? No, zdaj bomo najprej, kako bi rekel, se obrnili na stroko in ugotovili, kaj je tam sploh možno narediti oziroma kaj bi tak poseg, ko smo sedeli in so strokovne službe ugotavljali, koliko je zdaj tam višine. Trenutno na razpolago smo na nek način ugotovili, da je potrebno to višino povečati za najmanj 80 cm. Torej vsaj za toliko poglobiti cestni podhod. Zdaj, kaj to pomeni za trenutno obstoječa oba dva temelja, ki nosita ta zid, je pa zdaj naslednja faza, ki jo je potrebno strokovno obdelati. Tako da o časovnicah jaz že enkrat še ne bi govoril, se bomo pa potrudili rešitev najti v doglednem času. Župan Samo Turel ostaja v naši družbi. Poslušalec Zlatko vam postavlja naslednje vprašanje. Zakaj se ne poskrbi za ogrevan notranji bazen, staro čofotalnico v kleti stavbe bazena? Tukaj navaja, kdo vse bi se ga lahko posluževal, namreč voda bi bila zanje primerno ogreta. Piše sicer poslušalec, da že pozna vaš odgovor, češ da bo mogoče nekoč napeljan toplovod, da bo strojnica zmogla dogrevanje bazena. Vseeno, kaj mu odgovarjate? No, to je najbrž eden od tistih, s katerimi smo že sedeli na sestanku, prav s tem vprašanjem. Pred kratkim. Jaz sam pri sebi na nek način mislim, da te skupine, predvsem gre za društva, ki res naslavljajo vprašanja različnih ranljivejših skupin oziroma oseb, ki imajo take ali drugačne zdravstvene težave, torej njih tlačiti v tako imenovano staro čofotalnico, je po mojem mnenju korak nazaj. Raje bi videl, da naredimo korak naprej, torej gre za zagotovitev ustrezne temperature v bazenih, ki so del pokritega bazena, torej v novem bazenskem kompleksu. Ta priklop na vročevod se bo zgodil kar hitro, tu ne bomo čakali, namreč gre za to, da polovimo več muh na en mah. Zdaj trenutno se stavba bazena pravzaprav ogreva samo s toplotno črpalko in ta je, kako bi rekel, na nek način pomeni visoko energetsko porabo. Priklop na vročevod bi
to porabo nekoliko zmanjšal, hkrati bi pa zagotavljal, da se temperatura hitreje lahko dviga oziroma spušča v bazenu, glede na potrebe. Ne povem, da so cevi za ta vročevod že kupljene, že nabavljene. Gre samo za to, da se čez parkirišče, še to lahko povem, da so te cevi za vročevod pod novo urejeno promenado ob pokritem bazenskem kompleksu tudi že postavljeno. Gre pravzaprav za samo to potezo čez parkirišče ob bazenu do Rejčeve ulice, kjer je potem možen priklop. Jaz se nadejam, če bomo uspeli, da bi to v prihodnjem letu rešili. Sicer v teku poletne sezone, zdaj pa nam najbrž ni skrivnost, da obnavljamo zunanji bazen in ko bo ta zaključen, bomo potem zaključili še ta drugi del, ker ena izmed investicij pri zunanjem bazenu je tudi posodobitev strojnice oziroma ogrevalnega sistema in bo potem ta priklop in to uravnavanje temperature bistveno lažje. Tako, naslednji poslušalec pravi takole: zanima me, zakaj se nič ne vlaga v cestno infrastrukturo. Občinske ceste so v zelo slabem stanju, tako v mestu kot na podeželju. Na to opozarjajo občani, naredi pa se ne nič. Poslušalec je svoje vprašanje podkrepil tudi s fotografijo večkrat zakrpane ceste na Banjšice. Na to temo pa ima vprašanje tudi poslušalka Ksenija. Izpostavlja cesto Ravnica-Trnovo, vedno več vozil, od avtomobilov do težkih tovornjakov, pravi, da tam vozi. Vozila so vedno bolj širša in zato je cesta, ki je ozka in brez ograje, tudi nevarna. Tudi podeželje je del novogoriške občine še prepisala. Drži, najprej tu naredim eno razmejitev, ki je mogoče komu od poslušalcev sicer težko razumljiva, vendar dajmo ločiti občinske od državnih cest. Cesta, ki jo omenja poslušalka, torej cesta Ravnica-Trnovo, je državna cesta. In tu se z Ministrstvom za infrastrukturo že dalj časa pogajamo, da bi to cesto res končno umestili v njihov načrt obnove cest. Zagotovilo imamo, da bo z novim proračunom državnim ta cesta umeščena, vsaj kar se tiče izvedbe projektiranja. Tu smo tudi z ministrico za infrastrukturo že sedeli. Najprej smo iskali rešitve v smislu vzdrževalnih del. Je žal cesta v tako slabem stanju, da samo taka vzdrževalna dela ne bi več pomagala, zato je potrebno cesto pravzaprav na novo projektirati in enkrat za vselej urediti tako, kot je potrebno. Mi bomo še naprej si prizadevali, da bi ta cesta v čim krajšem času ugledala luč sveta. Kar pa se tiče preostalih občinskih cest po podeželju, pa moram reči, da se s poslušalcem strinjam. Žal je bilo to področje ali pa ta segment vrsto let na nek način postavljen na stranski tir. Res je sicer, da se ceste hitreje uničujejo, predvsem na Trnovsko-Banjški planoti, tam, kjer je po zimi potrebna tudi pluženje oziroma zimska služba. V lanskem letu smo del ceste tam na Banjšicah, sicer v dolžini 2 kilometra, uspeli popraviti. Smo pa že za leto 2025, predvsem pa za leto 2026, veliko pozornost tudi pri proračunskih sredstvih občine namenili za to področje, da se končno začnejo te ceste obnavljati in urejati, tako da napovedujem, da bo konec leta 2025, predvsem pa v letu 2026 že videti, koliko pozornosti bomo posvetili temu področju. Dobro, vas bomo držali za besedo takrat. Še vedno smo v družbi novogoriškega župana Sama Torela in naslednji vprašanji, ki smo jih dobili v zvezi z nogometnim društvom Gorica, se glasita takole. Dva poslušalca sta nam pisala, podobno sprašujeta, zato bom kar na kratko povzela obe vprašanji. Ali je na obisku potencialnih arabskih vlagateljev beseda res tekla o odkupu oziroma adaptaciji stadiona v športnem parku? In zanima jih tudi, ali je na sestanku bil tudi prisoten župan Nove Gorice, se pravi, če ste bili tam, in so tudi kakšne druge investicije od teh investitorjev pričakovane, se pravi v igralništvo, hotelirstvo, gastronomija. Drugi poslušalec, bom kar povzela še zraven, pa sprašuje, če so tudi ti arabski vlagatelji zainteresirani
za novi športni center, ki se načrtuje na območju Ajševice? No, če začnemo od zadaj, odgovor na drugo vprašanje je da. Pogovarjali smo se o tem območju, o območju športnega parka ali drugih naložbah ni tekla beseda, šlo je pa za vljudnostni obisk, torej predsednik kluba je potencialne vlagatelje hotel pripeljati tudi do vodstva lokalne skupnosti, zato sem jih jaz tudi sprejel in se z njimi pogovoril. Ne povem, da to so bili drugi potencialni vlagatelji v roku približno 1 meseca, pred njimi je bil tudi potencialni vlagatelji Švedske. Torej, pogovor pri teh zadnjih, torej iz Saudske Arabije, je potekal v zvezi z investicijo v nov športni kompleks na Ajševici, o drugem se pa nismo pogovarjali. Kaj pa Švedi? Švede je pa na nek način bolj zanimalo vložek v sam klub, v športno šolo, v šolo nogometa, razvoj nogometa in mora biti tudi potencialno vlaganje v infrastrukturo, tudi z njimi predvsem na območju Ajševice. Mora biti, če tukaj priložim še vprašanje o lokvah, se tudi za tam zanima kakšen investitor, nekaj takega nam je prišlo na uho v zadnjih dneh, pa vas kar izkoristim in preverim to informacijo. Se, tudi za razvoj turistično-gostinsko-hostelske ponudbe na lokvah se zanima znan investitor, s katerim smo parkrat tudi že sedeli, predstavil nam je svoje ideje. Mi smo pa na občini zdaj pognali pravzaprav projektno nalogo, da prostorsko to, kar si ta investitor želi umeščati na območje lokvi, preverimo, ali je to v skladu z prostorskimi načrti oziroma da osmislimo tudi druga vprašanja, kot so prometna ureditev, parkiranja in tako naprej. Je to tuj vlagatelj ali ne, domač. Aha, več pa ne razkrivate? Več zaenkrat ne. Dobro. Pomodila se bova še pri vprašanju gospe Marinke. Zanimajo, kdaj se bodo uredila krožišča po Kromberški cesti. Prometa je vedno več, opozarja gospa, in izpostavlja prečkanje ceste, sploh pri Pivki, bivšemu MIP-u, in upa, da se bo tudi tam kmalu kaj uredilo. Župan? Zdaj, tu moram na nek način poslušalki razložiti, da je, kar se tiče peš prehajanja ceste, ureditev s križišči, torej tako, da je semaforizirano križišče, semafori, ki potem odpirajo smeri tako za vozila, kot tudi za pešce, ureditev bistveno bolj varna in bistveno bolj prijazna. Krožišča so za kolesarje in pešce manj prijazna rešitev. Tudi o tej cesti razmišljamo, načrtujemo, to je tako imenovan projekt vodovodne ceste, torej če poslušalcem malo razložim, bi bila to nova vpadnica, torej nova cesta, ki bi pri slepem kraku pri Kulandiji, tu v vstopu v Novo Gorico, potem peljala skozi industrijsko cono, napajala samo industrijsko cono in razbremenila Kromberško cesto, ki bi postala potem lokalna. Tudi za ta del smo z državo že v dogovoru, da bo vsaj ta prvi del, torej od Kulandije do Komunale, strokovno obdelan in načrtovan že v bližnji prihodnosti, jaz upam, da že v prihodnjem letu, in potem nadaljujemo naprej še z 2 potezama, torej cilj je, da bi se ta nova, tako imenovana vodovodna cesta potem na obstojočo Kromberško priklapljala nekje v višini Mercatorjevega centra v Kromberku in potem peljala, odvajala tudi tovorni promet potem proti hitri cesti in bi na ta način vsega tega osebnega in tovornega prometa razbremenili Kromberško cesto. Ko sva že pri prometu, poslušalec Alex izpostavlja novo parkirno politiko, ki je bila večkrat napovedana z vaše strani. Plačljivo parkiranje v mestu je napovedano. Kaj bo to pomenilo za stanovalce, ga zanima, in kako boste zagotovili, da bo nekdo, ki bo plačal parkirno dovolilnico, tudi res dobil mesto pred stanovanjskim blokom, kajti premalo je mest. Poskusiva čim bolj hitro odgovoriti. No, ne začnemo od zadaj. Študija, ki so jo zunanji strokovnjaki inštitut opravili, je ugotovila, da v Novi Gorici glede na število avtomobilov ni premalo parkirnih mest. Parkirnih mest je dovolj. Res pa je, da so
neenakomerno razporejena, torej so razporejena drugače, kot potekajo prometni tokovi. Naj poslušalcu tudi razložim, da pravzaprav nikjer, kjer je sprejeta prometna politika, plačljivost parkirišča ne zagotavlja parkiranja pred lastnim blokom. Kar si mi pravzaprav z uvajanjem parkirne politike želimo je, ne da bi občina na ta način služila ali pa bogatela, temveč da bi naredili red. Mene osebno najbolj motijo raznorazna tovorna in počitniška vozila, ki so sedaj parkirana pred bloki in na javnih parkiriščih in za katere občina res ni pristojna zagotavljati parkirišč. Torej želimo narediti red, želimo predvsem to, da bi kako bi rekel, uspeli ljudi prepričati, da ni rešitev tretji ali pa četrti avtomobil, zato se bomo potrudili tudi ponuditi alternativo. Trenutno smo v postopku javnega naročanja za nakup 4 novih električnih avtobusov, vozni redi in linije novih avtobusov so tudi že v zaključni fazi priprave. Kar si želimo je, da bi se preprečili oziroma omejile ali pa da bi se izognili mikropremikom, če plastično povem, takrat, ko nekdo iz Solkana v Novo Gorico pride z avtomobilom, namesto z nekim drugo obliko javnega prometa, predvsem pa tudi prometne tokove tistih, ki v Novo Gorico prihajajo na delo, da bi uspeli ne zamejiti, temveč na nek način urediti in tudi tem nameniti ustrezna parkirišča na način, da ne bi ti prometni tokovi bremenili stanovalcev in parkirišč pred stanovanjskimi bloki. Župan Samo Turel še vedno odgovarja na vaša vprašanja. Rajka zanima, kako ocenjujete vlogo predstavnikov občine v svetih zavodov, v katerih je občina soustanovitelj. Je njihova vloga dovolj učinkovita? Zdaj vprašanje, kaj je mišljeno z učinkovita. Torej, predstavniki občine v svetih zavodov so posebno poglavje. Imenovani so v različnih obdobjih za različne mandatne dobe. Naj povem, da je žal res to, da je vedno težje dobiti predstavnike občine v javnih zavodih, zato tudi razmišljamo o tem, da bi morebiti tem ljudem, ki svoj prosti čas in svoje znanje in svoje prizadevnost žrtvujejo za to, da sodelujejo pri tovrstnem javnem upravljanju, da bi jim namenili vsaj neko minimalno povračilo stroškov, česar v tem trenutku ni, tako da tudi o tem razmišljamo, pripravljamo nek pravilnik. Jaz ocenjujem, da je načeloma v veliki večini zagotavljanja javnega interesa ali pa interesa občine zaenkrat zadovoljivo. S temi novimi pravili, na nek način plačljivosti ali pa povračilom stroškov, si pa želimo pravzaprav nasloviti tudi vprašanje pridobivanja mnenja občine. Torej, ko gre za glasovanje o nekaterih ključnih vprašanjih na svetih zavodov, da bi se predstavniki, ki v teh svetih zavodov zastopajo občino, obvestili občino o tem, da bodo ta vprašanja in da bi z njimi na nek način vsaj načeloma ta stališča uskladili oziroma da bi jim jih vsaj predstavili kot občina, potem pa na samem svetu zavoda vsak glasuje po svoji vesti, vendar ocenjujem, da se kdaj zgodi, da občina pravzaprav niti ni obveščena o tem, o čem bo teklo glasovanje ali pa odločanje, in po drugi strani, da naši predstavniki pogosto ne poiščejo ali pa ne vprašajo za interes občine. Zato si želim, da bi se tu to obojestransko sodelovanje malo še bolj okrepilo oziroma da bi res stvari tekle z roko v roki. Še eno vprašanje ima Rajko, in sicer glede sprejete strategije športa v mestni občini in izražene želje po razvoju športa na podeželju. Kako se strategija dejansko uresničuje in kaj gre pričakovati v prihodnje? Bo z javnim razpisom za šport prišlo do kakršnih koli sprememb, ki bodo delovanje športnih društev na podeželju olajšale? Torej, v strategiji razvoja športa smo zapisali več stvari. Ena je sicer tudi ta, da bomo poskrbeli za urejanje ustrezne športne infrastrukture tudi na podeželju.
S tem to že delamo pravzaprav v Braniku, tik ob osnovni šoli, skupaj z državo, kajti pridobili smo sofinanciranje Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, urejamo novo večnamensko športno igrišče. Torej, to je prvo, potem bodo sledila še druga. Razpis za sofinanciranje dejavnosti na področju športa je tudi pravzaprav že pripravljen. Tu so tudi načrtovane nekatere novosti, in sicer v smislu, da bomo športnim društvom, vsaj kar se tiče uporabe javnih športnih površin, dodeljevali uporabo po urah. Torej, dobili bodo določeno količino ur na razpisu in jim za te ure ne bo potrebno plačevati uporabnine, bo ta strošek preko javnega zavoda za šport pokrivala občina. Kar je sprememba, kar je novost. Kar je novost, tega doselej še ni bilo. Tako. Še eno vprašanje bova naslovila. Mileno zanima naslednje. Kdaj bodo sprejeli odlok na občini, da se perejo ploščadi pred kavarnami in ostalimi lokali v mestu? No, kar se tega tiče, imam mogoče jaz malo bolj radikalno stališče. To vprašanje se mi zdi podobno vprašanjem, ki se pojavljajo, zakaj komunala ali nekdo tretji ne čisti in pometa ekoloških otokov. Jaz vsakič, ko nesem smeti, poskrbim, da je za mano čisto, da smeti tudi na ekoloških otokih ne padajo na tla. Zdaj, kar se tiče pa samih lokalov, ker je bilo o tem vprašanje, občina s tovrstnimi posegi, pravzaprav tam, kjer gre za zasebno lastnino, težko karkoli usmerja. Jaz mislim, da je v interesu vsakega lokala, da ima pred svojim pragom oziroma na svojih površinah čisto. Kar se tiče pa javnih površinih, občina že zdaj preko koncesije ureja, čisti, pometa. Zdaj, težko smo pa tako pametni, da zdaj sosedu pravzaprav solimo pamet o tem, ali ima umazano ali nima umazano, če tega sosed sam od sebe ne vidi. Tako. Še pri eni temi se bova župan Samo Torel pomudila, ki je dvignila precej obrvi. Plača 2 direktorjev v družbah, ki sta v 100% lasti novogoriške mestne občine, je višja od plače premierja. Na to je opozoril eden od mestnih svetnikov, Mišel Mitrovič, če se ne motim. Kje ste z reševanjem tega vprašanja in v javnosti ste tudi že omenili, da se nagibate k združitvi teh obeh služb? No, pravzaprav najprej povem, da ne gre za posamezna imena oziroma osebe, gre za funkcije, gre za to, da so to višino plač pravzaprav potrdili nadzorni sveti teh tudi javnih podjetij. Mi smo pred približno 1 mesecem tudi na občinskem svetu sprejeli nov pravilnik, ki pravzaprav določa kriterije, kako se ta količnik, namreč plača direktorja takega javnega podjetja, je določena kot mnogokratnik povprečne plače zaposlenih v tem podjetju. Na nek način smo predpisali vnaprej, kako se ta količnik določi. Trenutno pa opravljamo analizo, najeli smo zunanje svetovalno podjetje, ki opravlja neko cost-benefit analizo oziroma analizo prednosti in slabosti morebitne združitve obeh podjetij, torej gre za komunalno energetiko Nova Gorica in mestne storitve Nova Gorica. Jaz računam, da bo do konca januarja ta analiza pripravljena in potem je pač na mestnem svetu, da odloči, ali gremo v združitev ali ostane ta podjetji ločeni. Še nekoliko se bova pomudila v mestu. Veliko lokalov na Delpinovi ulici, ki je bila nedavno prenovljena, je praznih, sedaj pa je sploh zaprta za promet oziroma je ta okrnjen, ker se menja slabo izvedeno tlakovanje. Kaj lahko občina tukaj stori? Napovedali ste sestanek lastnikov nepremičnin na tem območju, da ne bi recimo ta ulica ostala mrtva. No, občina tu prav veliko manevrskega prostora nima, gre namreč za lokale, za objekte, ki so v zasebni lasti
In jaz sem prepričan, da samo to, da bi jih občina prevzela v svojo last, težave še ne bo rešilo. Torej gre predvsem, po mojem mnenju, za vprašanje, kako to ulico oživiti, kako tam ponuditi take vsebine, kjer bo pravzaprav zasebni interes prevladal in ugotovil, da se splača vlagati v to ulico, predvsem pa kako zagotoviti, da bodo tam stranke, da bodo obiskovalci, da bodo gostje. Občina je lastnica samo enega majhnega lokala na tej ulici. Zdaj, kar se tiče pa prenove, pa tu moram res reči, da je prenova Delpinova je bila zaključena že v prejšnjem mandatu, žal dela, po tem, kar zdaj ugotavljamo, niso bila opravljena tako, kot bi bilo potrebno. Pojavile so se že napake, torej te granitne kocke niso bile ustrezne debeline in to zdaj saniramo. Po zagotovilih izvajalca, ki sicer zdeli res že zamuja, naj bi bila dela zaključena jutri, torej v sredo, in takrat cesta tudi ponovno popolnoma odprta za promet. Jaz se vsak dan peš, ko grem v službo in domov, sprehodim po tej ulici, torej dela so praktično končana, samo še na 4 teh prečnih odsekih je potrebno te kocke zakitati, ostalo pa je za to 3. fazo pod streho, tako da, kot rečeno, obljubo imamo, da bo jutri cesta odprta. Omenili ste že tudi nabavo električnih avtobusov s 1. januarjem, če se ne motim? Trenutno je javno naročilo že objavljeno, in čakamo, da poteče rok oziroma da prispejo ponudbe. Tako. Napovedali pa ste tudi, da brezplačnih avtobusnih prevozov, teh medkrajevnih, se pravi Šempeter, Rožna dolina, Nova Gorica, Solkan, ne bo več. Kaj na ta račun, če bo vožnja plačljiva, lahko torej pričakuje uporabniki? Boljšo frekvenco, boljšo storitev? No, računamo prvič na to, da bi bil ta naš mestni promet, ki pa pravzaprav to ni, gre celo za medobčinski promet oziroma celo meddržavni promet, da bi bil na nek način integriran tudi v javno potniško mrežo in na ta način, kako bi rekel, tudi subvencioniran, da bi bila vozna karta subvencionirana, tako kot so subvencionirane vozne karte za upokojence, za dijake, na teh javnih linijah v državi. Tako da pravzaprav, glede na vse, kar že država subvencionira, in pravzaprav glede na to, da tudi recimo zaposleni, tisti, ki zdaj ta naš zastojn javni promet uporabljajo, niso upravičeni do povračila stroškov prihoda na delo pri njihovih delodajalcih, bi uvedba neke simbolične cene za prevoz pravzaprav za nikogar ne pomenila slabšega položaja od tistega, ki ga ima zdaj. Je pa žal res tako, da očitno, kar je zastojn, premalo cenimo, zato si želimo prvič res frekvence in pa linije. Napovedujemo, da se bo tej liniji sever-jug dodala še ena linija vzhod-zahod, da se bo pokrilo tudi območje Kromberka in nakupovalnega središča v Kromberku, da bodo frekvence večje, da se boste obe dve liniji križali v Novi Gorici, tako da bo mogoč prestop, da bomo na ta način rešili tudi kar precej prihodov otrok v šolo. Res računamo, da bi to res postala alternativa vsakodnevni vožnji z avtomobilom, da bi se na poceni način in hitro potem z javnim prevozom dalo priti na končno destinacijo. Še na hitro, malo časa nam je ostalo. Poslovno-ekonomska cona Kromberk, kaj je novega, kdaj bo zapolnjena? Žal imam tu slabe novice. V drugem krogu prodaje smo dobili samo eno ponudbo, torej v zdajšnjem zadnjem krogu prodaje smo dobili samo eno ponudbo, in sicer že obstoječega kupca, ki je torej svoj interes razširil še na sosednjo parcelo. Tako da zdaj moramo v hiši razmisliti, kaj se pravzaprav dogaja, zakaj te nepremičnine ne gredo v promet, ali moramo tu še mi kaj narediti, ali še kaj manjka, in potem ustrajati s prodajami, dokler te parcele ne bodo prodane. Tako, pri koncu oddaje sva, župan, na precej vprašanj smo odgovorili, hvala poslušalcem zanje. Vam, župan Samo Torelj, pa hvala za obisk v našem studiu in lepe praznike želim. Hvala tudi vam in lepe praznike in vse dobro in uspešno v novem letu, tako vam kot vsem poslušalkam in poslušalcem. Radio Rubin.